spregovorimo o vsebini knjige z avtorima, seveda pa dajem besedo uredniku Cankarjeve založbe Aljoši Harlamovu. Najlepša hvala. Jaz ne bom veliko govoril, ker smerje pri Cankarjevi založbi se držimo tega načela, da pri nas govorijo knjige. Mislim, da sta avtorja najbolj kompetentna, da povesta nekaj o svoji knjigi in pa seveda o vsebini te knjige, ki jaz mislim, da je nekaj precej nujnega za naš prostor, ne samo v času, v katerem živimo, ne samo zaradi tega, ker se nekatere tendence mogoče danes, mogoče še malo v milejših oblikah zaenkrat ponavljajo, ampak tudi zaradi tega, ker preprosto sta avtorja prišla z idejo na Cankarjevo založbo o tem, da bi delala knjigo o tem, sva oba z direktorjem Bojanom Šviglom takoj rekla, da to knjigo v vsakem primeru delamo in nikoli ni bilo niti malo dvoma in to pač pove ne samo o tem zaupanju, o tem, da je to vendar je vsebina, o kateri moramo danes slišati, o kateri moramo poslušati. Ne nazadnje sta avtorja tudi sama poudarila, da tako kompletnega dela seveda o požigu Narodnega doma, o vsem dogajanju v tem času in predtem še ni bilo. Meni je pa pravzaprav na koncu, ko sem tole knjigo večkrat prebral, tisto, kar se mi najbolj vtisne v spomin in tega avtorja mogoče ne bosta toliko poudarila, pa bom zato jaz, da gre seveda za sijajno delo, ki ne odkriva samo zgodovine požiga, ne govori samo o požigu, ampak govori o zgodovini Narodnega doma. Ne samo kako se je vzpostavil, kaj je pomenil prostoru, kjer je nastal, ampak seveda tudi o tem, kaj pomeni danes. In tudi polemično se zazirate tudi v sedanjost, v ta trenutek, ko je Narodni dom nekako v slovenskih rokah, čeprav v resnici še ni povsem v slovenskih rokah. In to je tisto, kar jaz mislim, da je tukaj treba posebej izpostaviti, da gre ne samo za zgodovinsko delo, ampak zame tudi za kulturološko, sociološko delo nekega prostora. Kar se pa tiče Pahorja, pa bi jaz samo tako nekako rekel, da seveda v imenu Cankarjeve založbe tudi mi čestitamo gospodu Pahorju za jutrišnji jubilej, predvsem pa nekako danes mislim, da velja in najbrž se ne motimo veliko, če seveda poudarimo to, da gre za najbolj zadnjo pričo požiga Narodnega doma, sta se pa takrat nekako, jaz bi rekel, srečali dve instituciji. Narodni dom je gotovo simbol slovenske manjšine v Trstu še danes, jaz bi rekel pa, da je enako pač tudi z seveda pisateljem Pahorjem, ki je danes nekakšen simbol, institucija slovenske literature povsod. Tako da jaz na tej točki bi se še enkrat avtorima predvsem rad zahvalil, da ste izbrali našo založbo. Mi smo ponosni, da lahko nadaljujemo program, ki ga je Tine Logar nekako pripeljal v našo hišo, dolgo skrbel zanj in da mu tu najdemo še vedno eno lepo prihodnost, kajti mislimo, da take knjige so pomembne, ne nazadnje vsi ponavljamo tisto znani rek, da če ne poznamo zgodovine, jo seveda ponavljamo. Jaz tudi mislim, da če ne beremo zgodovinskih knjig in če nimamo nekih zgodovinskih pregledov, bomo še toliko lažje ponavljali neko zgodovino. Zdaj pa, če se ne motim, bo spregovoril sam pisatelj Pahor in vas seveda lepo pozdravil, tako da bi pripustil besedo naprej. Ja, takole, Boris Pahor seveda ni mogel od doma, ta čas ne hodi več v javnost, imamo pa posnetek, ki je bil narejen pred kratkim. Rekla sem že na začetku, da se je zelo razveselil te knjige in da je zelo hvaležen avtorima. Kaj pa je ob tej priložnosti povedal v kamero, boste videli zdaj, prosim. Jest moja sestra, Jelena, 4 leta, najprej jest. Jak mam 4 leta, mam 4 leta. Opokojam, pitku požaru, na trgu. Zdaj se imenuje trg Oberdan, zdaj. Jasna kazerna. Jest kraj je danes odskoke, pomenil Narodni dom. Kaj smo vse videli v njem, kaj smo doživeli, da ni hravčka, da so mi hravč dal, tako škop, da
najveća u Narodnom domu i stoji raje Juško Zak. Na tak način je svetujem vsem Evropejcem in predajo ogenj za Evropo. Zakaj? Ogenj je za Evropo je pošir upisano. Ime, malo, femenino, a celo Evropo, kaj je dobro reči. To pa širimo v nacizem in to cela Evropa v nemških rokah. Nemška je mala v celi Evropi. Potem je ta Evropo je šel nacizem. Nekaj Združene države Amerike, ne zapravi nacizem, ampak simpatizaj nacizem. Potem komunisti so neki zadali, evropski ljudje, potem pa žasek pa so tudi oni postali diktatorji, nažalost. Tako da, ovo je zdaj v Evropo, pomeni tisti požar pri našem Tustu. In vse, kar zdaj pa iz njega se je odvilo, je vse se razstavilo pri nas. Da se pravi, mi smo v Evropi najbolj žalostni, najbolj oni se nam prižgali v dom in pomeni potem fašizem, nacizem in diktaturo komunistično. Se pravi, v knjigi Ogenj za Evropo imate začetek evropske moderne zgodovine. Zato jaz citujem, tisti, ki ne more brati vseh teh knjig, naj kupi kar knjigo, ki se imenuje Ogenj za Evropo. Da bo cel kompleks rojstva diktature v Evropi. Rojstvo diktature v Evropi se je rodilo pri našem Tustu. Tisti, ki so požali Narodni dom, so bili še do prvi pošiljavci. Prvi so požali zametili v Evropi ogenj, so bili tisti ljudje, ki so požali Narodni dom. In oni, to je pa to pomembno, oni so se imenovali